22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujemo že več kot 30 let. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Ta dan so v Slovenskih Konjicah obeležili s tradicionalno zasaditvijo lipe pri centralni čistilni napravi na Prežigalu 20. aprila 2017 v dopoldanskih urah, tokrat že 11. zapored. Zasadil jo je župan Miran Gorinšek, direktor javno-komunalnega podjetja Slovenske Konjice magister Franc Dover in konjiški gozdarji. Otroke iz vrtca Mali grof pa je doletela ta čast, da so drevo zalili in pod vodstvom Andreje Kristan in Anje Pinter zapeli dve pesmi Dober dan življenje in Žabe svadbo so imeli. Ti časti dober dan in ti ponujam roko, da srečno skupno vandranje tudi kam. Skozi sozenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni večari, dolino solci na gore sajenja in zmeraj nova sebi nazaj. Dober dan, ti so čudosti in dolžnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mirotica, mladost ima pesem, daje skrivnost. Dober dan, življenje, silo in milo, v takratni prihaja tvoj hram. Čakamo, Boga svetimo, zaljubljeni, rada te imam. Dober dan. Izjemno se mi zdi pomembno, da vsako leto, korak za korakom, prihajamo do boljšega stanja. Ko smo pred sedaj že 4 leti odpirali tole centralno čistilno napravo, smo se veselili napredka na področju odvajanja oziroma čiščenja odpadne vode. Danes, kmalu, se bomo lahko veselili tudi, da bomo eno območje, ki pomembno prispeva k stanju reke Dravinje, to je območje nekdanjega Kornusa, kjer je danes več podjetij, priključili na kanalizacijski sistem, ki pelje najprej na tole čiščenje in potem na iztoku v Dravinjo bistveno drugačna voda kot danes. Te slike, vsaj upam, te slike sive, zelene, modre Dravinje, da bodo kmalu preteklost, kajti čas je. Ob tem današnjem dogodku Lipi bi dodal se samo 2-3 stavke. Lipa kot simbol slovanstva in tudi kot medovita rastlina. Rad bi opozoril na pomen čebel v našem naravnem okolju, kajti pred nekaj leti smo z grozo ugotavljali, da se stanje tako slabša, da je ogrožen obstoj čebel. Vemo pa, da ko bodo žuželke, če bi žuželke zapustile ta naš svet, da bi kmalu zatem sledila ostala živa bitja in na koncu tudi človek. Izjemno pomembno se mi zdi, da bi umestili na predlog Slovenske čebelarske organizacije kot svetovni dan čebel in hkrati dali opozorilo, da se je ta ekosistem nevarno zamajal in da vsi skupaj poskrbimo za to, da bodo žuželke in s tem predvsem čebele lahko preživele kot indikator zdravega okolja. Z direktorjem javno-komunalnega podjetja Slovenske Konjice, magistrom Francem Doverjem, s konjiškimi gozdarji in s pomočjo otrok iz vrtca Mali grof zasadijo lipo, torej drevo. Izvolite. Biotska raznovrstnost na našem planetu ne nudi samo preživetja, ampak tudi lepoto. Izgubo biotske raznovrstnosti povzročajo podnebne spremembe, uničevanje naravnega življenjskega okolja zaradi intenzivnega kmetovanja in gradnje, onesnaževanja in pretiranega izkoriščanja gozdov, oceanov, rek, jezer in prsti. Temeljna ukrepa na poti k reševanju okoljskih problemov sta uporaba obnovljivih virov energije in varčevanje z energijo. To varčevanje z energijo je nedvomno najhitrejši in najbolj učinkovit način reševanja problematike podnebnih sprememb, ohranjanje naravnih virov in skrbi za okolje. Živeti moramo s spoznanjem, da je prihodnost sveta odvisna od ravnanja vsakega izmed nas. Zemlja je naš skupni dom. Naj nas misli in dejanja za dobrobit našega planeta spremljajo vsak dan. Vzemimo si čas in razmislimo, kaj dobrega lahko naredimo za naš skupni dom, za sočloveka in tudi zase. Naj bo 22. april, dan Zemlje, vsak dan, je v svojem nagovoru zbranim obiskovalcem povedal župan konjiške občine Miran Gorinšek.